Lep pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci izpod grajskega griča, kjer je pred nami tekma tretjega kroga prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor in sicer obračun med petouvrščeno ekipo Marles Hiš iz Limbuša in pa nogometnim klubom Duplek. Za obe ekipi je čas za tretjo tekmo. Domači nogometaši iz Limbuša bodo nastopili v črno-fluorescentni športni opremi, medtem ko bodo gostje iz Dupleka nastopali v modri opravi. Trenerja pa sta se odločila za naslednji enajsterici. Domači strateg Bogomir Špindler je ekipo postavil v formacijo 3-4-3. Začeli pa bodo od prve minute številko 1 Blaž Jagodič, številko 4 Matej Miljatovič, številko 19 Aleksander Danilovič, številko 5 Marko Novak, v vezni vrsti 21 Tomi Babšek, 24 Aljoša Nerat, 11 Gašper Pavlič, 16 Vanja Ribič, ki je tudi kapetan ekipe, nato pa trije nogometaši v napadu, številko 7 Jan Štrukelj, številko 30 Miha Kušnik v sredini in pa na levi strani številko 18 Izidor Jelenc. Na drugi strani je trener Bojan Petek svoje fante postavil v postavitev 4-2-3-1 in sicer na golu David Lazič številko 1, potem pa v zadnji vrsti od desne proti levi številko 15 Denis Krajnc, številko 5 Matej Pavalec, številko 4 Nino Rat, številko 22 Klemen Tratnjek, v zvezni vrsti pred njimi sta dva defenzivna vezista, številko 21 izkušeni kapetan Davy Pavlin in pa ob njem številko 16 Uroš Lobenvajn, pred njima v sredini številko 6 Rene Kukovec, desno številko 11 Milan Jankovič in pa levo številko 3 Ivan Saša Kos, najbližje nasprotnikovemu golu pa bo stal številko 10 Matic Bračič. Vse je torej pripravljeno za začetek obračuna, ki ga bo sodil glavni sodnik Jure Hrvatski, pomagala pa mu bosta ob stranskih črtah Mediha Durič in pa Fatlind Racaj. Iz sredine igrišča bodo prvi štartali gostujoči nogometaši iz Dupleka, sredino pa bo izvajal Matic Bračič. Tako sodnik je pravkar dal znak za začetek tega obračuna in gostje so krenili iz sredine igrišča. Žoga je na levi strani pri Tratnjeku. Rat tvegano, žogo so mu domačini odzeli in jo spravili na levo stran do Babška. Zdaj pa situacijo umirjajo in gradijo napad iz zadnje vrste. Miljatovič. Na desni je Ribič, Štrukelj poskuša s predložkom in zanesljivo izbija Pavalec, ne prav daleč. Spet je žoga pri nogometaših Marles Hiš, ki so pa hitro izgubili, Bračič jo poskuša zadržati neuspešno. Zdaj so nogometaši Dupleka žogo zvito ukradli na sredini, Bračič hiti v protinapad, ponujal se mu je tam Jankovič. Out na desni strani za nogometaše domačih Marles Hiš, Ribič je podal Miljatoviču. Pa Danilovič, na levi Novak, kombinirajo centralni branilci domače ekipe. Ribič v sredino, kjer žoga ni našla naslovnika. Nerat. Nerat z dobrim prenosom žoge do Babška, Babšek poda v sredino z levo nogo, skoraj da tam
Lepa priložnost, ampak na koncu napadalci domače ekipe niso prišli do strela. Žogo je hitro ukradel Nerad. Nerad spet v kazenski prostor, spet izbijajo gostujoči nogometaši. Visok pritisk domačih. Pri žogi je ponovno Nerad. Pa Babšek. Borba ob stranski črti, kjer pa je kot zmagovalec išel desni bočni nogometaš Dupleka Denis Krajnc. Krajnc je iskal Jankoviča, ni ga našel. Nov out bo to za Krajnca. Lepo se je ponujal Kukovec. Krajnc se je spet odločil za Jankoviča, žoga pa je tam preletela napadalca Dupleka in končala v posesti domačih. Ribič. Miljatovič. V sredini se ponuja Nerad. Prenos žoge na desno, zdaj Neradu ni uspel. Bratčič. Bratčič je poskušal s preigravanjem, uspelo mu je. Ob njem je zdaj Nerad, ki mu je žogo izbil v out in out bo to za nogometaše Dupleka. Oziroma ne, se pravi, čujem, sodnik kaže, da bo to out za domačo ekipo. Visoko pritiskajo gostje. Lepo je Pavlič iznesel žogo, ampak na to napaka Novaka pri zaustavljanju te žoge in out bo to globoko na nasprotnikovi polovici za Duplek. Krajnc je iskal tam Bratčiča, ni uspelo. Borben je bil Pavlič v sredini, pa vseeno ne dovolj, da bi domačim uspel konkretnejši protinapad. Pri žogi je spet Pavlič, lepo se je tam obrnil ob Bratčiču. Novak. Novak s podajo naprej. Tam je bil Jelenc, pa zdaj Babšek in nazaj Novaku. Nerad. Pa Pavlič, nekaj več prostora ima Pavlič, išče tam na desni strani Ribiča, Ribič s predložkom. Brez večjih težav za obrambo Dupleka, pa Nerad, ki je poskušal strelom neuspešno. Še vedno so v posesti domači, ki zdaj kontinuirano napadajo. Lepa podaja v kazenski prostor, kjer je Jelenc, ki si jo je dobro zaustavil, ampak na koncu mu je vendarle ušla in pristala v naročju vratarja Davida Laziča. Lazič žogo pošilja daleč na nasprotnikovo polovico. Tam je Jankovič, ki prežina napako, do katere pa ni prišlo, zanesljiv je bil Jagodič. Babšek. Babšek v sredino do Nerata. Danilovič in spet Nerad. Lepo je Nerad našel Ribiča, pa Štrukelj. Štrukelj preigrava, Štrukelj je tam prišel mimo svojega čuvaja. Jelenc se je boril, žoga pa je že prešla črto in sodnik je pokazal, da bo to udarec iz kota za Pekre. Izvajalec bo Miha Kušnik. Še enkrat odlično preigravanje in poskus podaje po tleh na prvo vratnico, ki pa ni uspel in samo kot bo to za Pekre. Kušnik, odlična podaja na drugo vratnico, kjer se je povsem sam znašel Jan Štrukelj, ampak z glavo žogo
poslal preko vrat, ki so bila povsem nebranjena. Videli bomo to zdaj še enkrat. Odlično je Kušnik podal, napaka vratarja. Ja, Štrukelj pa žoge ni uspel spraviti v prazno mrežo. V 8. minuti prva velika priložnost za domače. Jasno, želijo si čim prej povesti na tej tekmi, so favorit. Duplek z veliko težavami v tej sezoni. Odličen prenos na levo stran. Na levi strani je Štrukelj. Štrukelj spoda v sredino. Pavlič preigrava. Še vedno je pri žogi Pavlič. Našel je Kušnika, ki se je ponujal v sredini, pa Nerad. Nerad do Novaka. Novak, dober predložek. Prišel je do strela Izidor Jelenc, ampak ta strel mu je David Lazič obranil. Že drugi kot v 2 minutah za domače. Odlična podaja, tukaj vidimo Novaka. Jelenc je odlično prišel do strela, Lazič pa mu je strel obranil. Še ena priložnost za nevarno podajo Kušnika. Kušnik spet na drugo vratnico. Tokrat je eden izmed domačih žogov nesrečno izbijal, potem je do strela prišel, mislim, da Nerad, žoga pa je končala čez prečko. Takole, še ena nevarna podaja Kušnika, neposrečeno izbijanje, žoga je potem končala pri Neradu, ki pa je ni najbolje zadev in zgrešil že drugo priložnost za domačo ekipo. Jankovič je žogo zdaj odlično spravil do Pavlina. Pavlin na levo do Tratnjaka. Ta pa je svoje ekipi zdaj priigral prekršek. Priložnost tudi za goste, da zdaj malce bolj kontinuirano in organizirano napadejo. Tresli so se začetnega pritiska domačih. Visoka podaja v sredino, kjer pa ni bilo nobenega od napadalcev Dupleka. Krajnc. Visoka podaja do Jankoviča ni uspela, pri žogi pa Nerad. Pavlič. Jelenc. Kombinirata Jelenc in pa Ribič. Ribič je prišel do žoge. Odličen prenos povsem na drugo stran do Kušnika, ki pa ni prišel do žoge. Krajnc mu je tam izbil. Hitro izvajajo out domači. Novak. Babšek. Babšek se bori ob kotni zastavici. Žoga pa mu je ušla za golovo črto. Žoga spet na desno stran proti Jankoviču. Nekoliko panična reakcija. Babšek se je izvrstno obrnil na levi strani. Žoga bo pa iz avta za Duplek. Krajnc je hitro našel Jankoviča, ki pa je žogo izgubil. In potem storil prekršek nad Tomijem Babškom. Nerad. Nerad z odlično globinsko podajo na desno stran. Kušnik je prišel do strela, ampak zgrešil. Zdelo se je, da ima tam vratar Lazič vse pod kontrolo. Strel ni bil ne vem kako močan.
Kušnik je tukaj poskušal prefinjeno premagati vratarja Dupleka, ampak to mu ni uspelo, lepo je sicer poskušal s prve, ampak na koncu kar konkretno zgrešil. Za obe ekipi to seveda, kot že rečeno, tretja tekma v tem prvenstvu. Ekipa Marles Hiš je do zdaj zbrala 4 točke, zmaga 2-0 doma proti ekipi Akumulatorja in pa v zadnjem krogu remi brez zadetkov v Rogozi pri Rohu. Nogometaši Dupleka pa so slabše krenili v to sezono, najprej visok poraz v Miklavžu z 6-1, nato pa doma poraz še proti Jurovskemu Dolu z 2-1. Babšek je spustil žogo Štruklju. Štrukelj je poskušal žogo spraviti do Kušnika, pa ni šlo. Štrukelj poiskal je Novaka. Nerad. Danilovič. Visok pritisk Bratčiča pa je Daniloviča prisilil, da žogo vrača svojemu vratarju in spet od začetka napad gradijo nogometaši Peke. Zdaj dolga podaja na desno stran, izletel je odlično Lazič iz vrat, priložnost morda za hiter polproti napad Dupleka, slaba podaja proti Bratčiču in spet napadajo domači. Ribiču je zdaj nekoliko spodrsnilo, pa je vseeno prišel v prodor, spravil je žogo na drugo stran, kjer je Babšek. Babšek našel je Štruklja. Štrukelj preigrava, brez prekrška ga je tam zaustavil Kukovec. Nerad pa Miljatovič. Zvito Miljatovič proti Jelencu. Spet pa na pravem mestu Lazič. V posesti so ponovno nogometaši domačih Marles Hiš. Danilovič, Kušnik se ponuja globoko na svoji polovici. Ribič. Nekoliko predolga podaja za Pavliča. Ribič hitro izvaja out, globoko je še vedno postavljen Kušnik. Dvojna podaja zdaj do Ribiča, izbija Lazič, ne najbolj zanesljivo. In žoga je končala v tretjem kotu za domače. Izvajalec pa tako kot v prvih dveh primerih, ko je bilo zelo nevarno, Miha Kušnik. Tukaj vidimo še enkrat to izbijanje, dovolj, da je preprečil nevarnost v tistem trenutku, je pa domačim omogočil nov udarec iz kota. Kušnik spet nevarno na drugo vratnico, tokrat boljša reakcija gostujoče obrambe. Priložnost za še en predložek, visoka žoga na drugo stran, atraktiven poskus Novaka je bil to, ampak žoga je končala vseeno kar daleč mimo gola. Takole visoka podaja na drugo stran, kjer je bil Novak, ki pa je kar konkretno zgrešil iz težkega položaja. Žoga je zdaj končala pri Babšku, pa Novak. Jagodič je odlično našel Babška, ki si je žogo lepo ustavil. Babšek z dobro podajo na Jelenca, Jelenc je tam žogo spravil mimo vratarja Laziča, gol je prazen, Jelenc pa je streljal malo mimo leve vratnice, morda bi tukaj celo moral poskušati s podajo na Štruklja. Lepa situacija je bila to še enkrat za Marles Hiše, ki napadajo, ampak zaenkrat ne uspejo izkoristiti nobene od priložnosti, ki se jim ponujajo. Tukaj je Jelenc odlično žogo spravil mimo vratarja, potem pa takoj poskušal strelom, ki pa je končal mimo gola.
Ja, v prvih 17 minutah je obramba Dupleka precej trpela, še vedno napadajo Pekrek, Kušnik. Kušnik je odlično podal, Ribič z visoko podal na drugo stran, kjer je Štrukelj, ki pa je z glavo streljal v blok. Še en kot bo to za domače Marles Hiše. Ja, precejšen pritisk je zdaj na obrambi Dupleka in zdi se, da bi domači morali eno od teh silnih priložnosti tudi izkoristiti. Štrukelj je tako nastreljal branilca za nov kot. Kušnik zdaj z nekoliko nižjo podajo, Lazič je to izbijal. Jelenc, Bračič mu je odlično odzel žogo brez prekrška. Bračič vleče v protinapad. Odlično mu je zdaj tam podal Pavlin, pa Bračič, strel v okvir, ampak odlična reakcija Blaža Jagodiča. Prvi nevarnejši napad tudi gostov iz Dupleka, ki so pokazali, da so lahko še kako nevarni iz protinapadov. Babšek do žoge na levi strani, Babšek pa Kušnik. Kušnik vrača Babšku, Babšek v sredino, Nerad do strela, žoge ni najbolje zadev in zlahka jo je pobral Lazič. Tukaj v ponovljenem posnetku še enkrat priložnost iz protinapada za Duplek, ko je Bračič nekoliko iz strani streljal, pa mu je Jagodič strel obranil. Do žoge so po visoki podaji ponovno prišli nogometaši Marles Hiš iz Limbuša. Babšek pa Štrukelj. Štruklju so zdaj poskus podaj blokirali, pa visoka žoga proti Bračiču, ob katerem pa je bil Miljatovič odlično postavljen in je tudi odlično reagiral. Miljatovič. Nerad. Nerad v sredino proti Štruklju. Lepo je poiskal Babška na levi, ki ima nekaj več prostora. Babšek. Babšek preigrava v sredino. Pavlič. Pavlič se je obračal. Nekoliko nespretno, brez priložnosti za strel domačih. Jankovič in Bračič sta kombinirala na sredini. Prekršek Daniloviča pa je zapiskal glavni sodnik te tekme Jure Hrvatski. Še enkrat v ponovljenem posnetku ta prekršek. Zdi se, da je bil čist kot solza. Priložnost pa za kapetana Pavlina, da žogo spravi v kazenski prostor, v nevarno območje, kjer bi lahko eden od njegovih soigralcev prišel do priložnosti za strel na gol. Še enkrat odlična reakcija Miljatoviča. Kušnik z odlično podajo čez celo igrišče. Štrukelj. Štrukelj v kazenski prostor. Do žoge je prišel Jelenc. Prišel je tudi do strela, ki pa je bil blokiran. Spet Štrukelj. Štrukelj na drugo stran Kušniku. Kušnik spodal na desno do Ribiča. Ta ni bila najbolj natančna. Ribič jo je kljub temu ujel. Nerad pa sedaj igro umirja. Nerad. Pavlič. Kušnik. Kušnik je poskušal v sredino, ni šlo. Slabo izbijanje branilcev Dupleka, Novak. Pa Babšek. Odlično preigravanje Babška, ki je atraktivno podal tam v sredino, kjer je Pavlič prišel do strela, ampak strel je bil preveč jalov, da bi ogrozil vratarja Laziča. Krasna poteza na levi strani tam Babška predtem. Odlična podaja s tako imenovano rabono. Pa Kušnik poizkuša strelom. Blizu je bilo tole, iz kakšnih 30 metrov je poskušal, pa za las zgrešil cilj. To bi bil krasen zadetek Mihe Kušnika. Takole si je žogo ustavil. Nastavil na boljšo desnico in silovito sprožil ter za las zgrešil.
Ja, v ponovljenem posnetku bomo videli še tisto atraktivno potezo Babška na levi strani, kako lepo je tukaj preigralo in potem z Rabono popolno v sredini našel Pavliča, ki pa ni dovolj dobro streljal. Žoga je medtem končala v nogah nogometaših Dupleka, potem igranje z roko enega od domačih napadalcev, mislim, da je bil to Jelenc, in prosti strel bo to za goste. Visoka podaja ponovno na Jankoviča. Pavlin je na to žogo izbil v roke Blaža Jagodiča. Ribič. Pa Danilovič. Nerat. Novak. Ponovno Danilovič. Poiskal je v sredini Nerata. Miljatovič. Pavlič. Skozi sredino poskušajo domači, ni šlo. Pavlin je podal prestregel, pa odlična reakcija Pavliča potem. Pavlič je žogo poskušal spraviti do Babška, ampak njegovo namero so nogometaši Dupleka prebrali. Zdaj sodnik ni zapiskal prekrška. Jankovič ima nekaj več prostora, ampak odlična reakcija Aleksandra Daniloviča. Danilovič, Babšek. Danilovič, zdaj nekoliko više postavljen. Pavlič. Pavlič predira na desno stran. Lepo je našel Ribiča. Ribič z visoko podal na drugo stran. Babšek jo je zaustavil. Babšek z predložkom. Kušnik tam ni skakal za žogo. In splavala je po vodi še ena priložnost za Marles Hiše iz Limbuša. Nekaj težav za Miljatoviča. Ovira ga Bračič. Dobro se je sicer znašel Miljatovič. Še ena žoga v kazenski prostor. Jelenc je tam 1-1 z branilcem Dupleka. To je bil Denis Krajnc, ampak dobro je odbranil to Krajnc. Še ena priložnost med tem za Jelenca, ki je podaljšal žogo do Štrukla. Štrukelj pri strelu, lepa priložnost je bila to. V kazenskem prostoru se je znašel skoraj da sam Jan Štrukelj, streljal pa preko desne vratnice. Lepo se je obrnil Jelenc, podaljšal do Štruklja, ki je imel lepo priložnost, žoge pa ni uspel spraviti v okvir vrat. Ja, zdaj že številne zapravljene priložnosti za domačo ekipo. Seveda zadnje, kar si domači trener Špindler želi, je, da bi se jim to maščevalo. Nova priložnost je to za domače. Štrukelj našel je Nerata, ta si žogo nekoliko slabše ustavil in ob branilcih Dupleka žogo tudi izgubil. Kos je zdaj kombiniral z Bračičem, neuspešno. Do izbite žoge je zdaj borbeni Ribič. Ribič ima veliko prostora. Iskal je Nerata, ponujal se je tudi Kušnik. Odločil se je za prvega in prebrali so to namero gostujoči branilci. Pavlič. Kušnik. Težišče igre večino časa v teh prvih 25 minutah na polovici, ki jo branijo nogometaši Dupleka. Sodnik pa je zapiskal medtem prekršek v korist gostov. Ja, gostujoči trener Bojan Petek z rezultati iz prvih dveh krogov seveda ne more biti zadovoljen. Cilj v tej sezoni je prav gotovo obstanek v ligi in pa uvajanje nekaterih mladih nogometašev v članski nogomet. Z nekaj težavami se je klub soočil tudi, ko so številni starejši nogometaši zapustili klub. Out bo za Duplek. Pomembno je, da žogo zdaj
nekoliko dlje časa obdržijo v posesti, da zadihajo, saj so pod konstantnim pritiskom domačih igralcev. Pavlin. Žoga je pri vratarju gostov. Pa Valec. Rat. Visoka podaja na Jankoviča. Dobro je reagiral Danilovič. Na levi je Babšek. Nerat obrača stran. Miljatovič in Ribič. Spet se ponuja Kušnik, pa Miljatovič. Nerat. Lep prenos na drugo stran, tu je Babšek. Babšek je v sredini poiskal Štruklja, ta je žogo izgubil. Priložnost se odpira gostom za protinapad. Poskus podaje do Bračiča, ampak prepočasen je bil tokrat Matic Bračič. Sicer že strelec enega zadetka v tej sezoni. Dober prenos na desno krilo, kjer je Ribič. Ribič podleg v sredino, Štrukelj je tam žogo zgrešil, tako tudi vratar Lazič. Končala je v nogah Izidorja Jelenca, ki je zdaj zabil svoj prvi zadetek v tej sezoni. Napaka ožje obrambe Dupleka in vendarle so domači izkoristili eno izmed številnih priložnostih in več kot zasluženo tudi povedli. Še enkrat vidimo tukaj lepa podaja Ribiča, Štrukelj je žogo zgrešil, ampak ravno dovolj zmede obrambo, da je le ta končala pri Jelencu, ki je torej zabil za 1-0. Zdaj je kar strelom iz svoje polovice poskušal Pavlin, nekoliko nenavadno. Nogometaši domače ekipe se seveda ne bodo zadovoljili z tem enim zadetkom, dalje bodo poskušali z napadi kot do zdaj. Pokazali so veliko več od gostov. Nerat. Babšek ima spet veliko prostora na levi. Nerat mu je odlično podal spet, Babšek si nastavlja žogo na desnico, ampak strelj ni bil dovolj močan, da bi presenetil vratarja Laziča. Spet so lepo kombinirali v napadu nogometaši Marles Hiš. Bračič je dobil skok. Jankovič pa ni bil dovolj blizu, da bi napadel to žogo. Nerat. Babšek. Krasna kombinacija z Jelencem. Babšek je že v kazenskem prostoru. Babšek preigrava. Babšek v solo prodoru. Pa Jelenc, ki je prišel do strela z prve in krasno zabil svoj drugi zadetek na tej tekmi. 2 minuti potem, ko je zabil prvega. Zdaj po prodoru Babška Jelenc z krasnim strelom po tleh. Brez moči je bil vratar Lazič in Marles Hiš je zdaj že z občutnejšo prednostjo. Takole lep prodor je bil to Babška. Žoga se je odbila Jelencu, ki je z prve streljal neobranljivo v vratarjev desni kot. In zdaj je lahko trener Špindler še bolj zadovoljen. Zdaj občutna prednost in veliko težav spet za ekipo Dupleka, kot že v prvih 2 krogih. Trener domače ekipe Špindler je sicer lahko delno zadovoljen z prvima 2 krogoma. Zmaga v prvem krogu ga je vsekakor zadovoljila. Remi v drugem nekoliko manj. Jedro ekipe seveda pri
ekipi Marles Hiš že nekaj časa skupaj, dodajo pa ves čas nove mlade igralce. In trener Špindler si to sezono obeta visoko uvrstitev na lestvici. Nadaljujejo domači z napadi. Novak s predložkom, ampak nekoliko predolga žoga za Štruklja. Lazić je lepo našel Bračiča. Nerad pa izvrstno ukradejo žogo Kukovcu. Pri njej je zdaj Štrukelj, Štrukelj v sredino. Nekaj težav tam s prejemom je imel Ribič in brez večje nevarnosti za vrata Dupleka. Tako je visoka podaja proti Jankoviću. Janković in Bračič se velikokrat znajdeta sama v borbi z centralnimi branilci. Peker in imata velikokrat tudi težave, zdaj je v priložnost prišel tam Pavlič, priigral pa nov kot. Že peti v tem prvem polčasu za ekipo Marles Hiš. Še nobenega niso izvajali gostje. Tudi ta podatek seveda priča o premoči domačih. Lepo je Kušnik poiskal Ribiča, ta še lepše Štruklja, ki je prišel do strela, ampak zadev blok. Potem pa se je nekoliko nenadejano v priložnosti našel centralni branilec Miljatović. Vratar Lazić pa mu je odlično obranil. Zdaj prodira Janković. Na koncu mu je žogo vzel Babšek, sodniška peščavka pa se je oglasila. Prekršek Pavliča in rumen karton. Še enkrat priložnost tukaj po kotu, lepo je Ribič našel Štruklja, potem pa Pavlič točno v vratarja, oziroma ne Pavlič, se pravi, čujem Miljatović. Prosti strel bo zdaj to za ekipo Dupleka. Izvajalec bo kapetan Pavlin. Pavlin z visoko podajo, ki pa jo je izbil Miljatović. Pavlin si je nekoliko pomagal z rokami, sodnik je odmahnil z roko. Pavlin je lepo našel svoj igralca na levi strani. Janković se obrača. Ribič mu je žogo ukradel. Še ena priložnost se je ponudila med tem Dupleku, še ena neizkoriščena. Ribič spet do žoge, Kušnik. Kušnik s krasno podajo na Jelenca, ki se je znašel zdaj z oči v oči z vratarjem. Podrl ga je Lazić in to bo seveda 11 metrovka in pa neposredna izključitev za vratarja Lazića, ki je tukaj seveda preprečil čisti zadetek in hat-trick Izidorju Jelencu. In težave za ekipo Bojana Petka. Rdeč karton torej za vratarja. Že v prejšnjem krogu je dobil rumeno kazen, zdaj pa torej rdeč karton. Še enkrat bomo celotno akcijo videli v ponovljenem posnetku, takole najprej blokiran strel, pa potem izgubljena žoga tam v sredini. Ribič je hitro našel Kušnika, ki je z izvrstno podajo zelo natančno našel Izidorja Jelenca, ki se je znašel iz oči v oči z vratarjem Lazićem, ga preigral, ta ga je podrl in sodnik je bil primoran pokazati na belo točko in izključiti vratarja gostov. Seveda bodo morali zdaj nekoga sklopi poslati v gol pri Dupleku.
Na klopi sta samo dva nogometaša, to sta Sašo Lukić, številko 14 in pa Boštjan Vohl, številko 19. Iz igre je odšel Kos. Kos je zdaj žrtev tega rdečega kartona vratarja, ali pa ne. V igro tako je, iz igre odhaja Kos. V igro pa mislim, da Boštjan Vohl. Ja, tako je, Boštjan Vohl si je sedaj nadel vratarske rokavice in bo v nadaljevanju te tekme branil gol Dupleka. Še predtem pa 11-metrovka in krasna priložnost za povišanje vodstva za ekipo Marles Hiše. 11-metrovko bo streljal Miha Kušnik. Priložnost za njega, da doseže svoj prvi zadetek v sezoni. Še nekaj ogrevanja seveda za vratarja, ki je pravkar vstopil v igro. Kušnik iz oči v oči zdaj z Vohlom. Kušnik rutinirano, vratar v eno stran, žoga v drugo stran in v 39. minuti domači vodijo že s 3-0 in vse kaže, da plujejo proti novim 3 točkam. Nogometaši Dupleka pa proti 3. zaporednemu porazu. Videli bomo še enkrat to 11-metrovko. Vohl je poskušal zmesti Kušnika, ki pa se ni dal, poslal je vratarja v eno, žogo pa v drugo stran in rutinirano zadev svoj prvi zadetek v tej sezoni. Rad. Krajnc nekoliko slabše si je zaustavil žogo, Babšek mu je ukradel. Babšek ima veliko prostora. Našel je Kušnika, ki je poskušal z atraktivnim sprejemom, pa mu ni uspel. Janković, Kušnik je svojo napako hitro popravil. Kušnik še enim odličnim prenosom žoge na desno do Ribiča. Ribič in Pavlič. Pavlič se obrača, išče Nerata. Pa Babšek. Babšek z prve Štruklju, ni šlo. Štrukelj je žogo izgubil. Visoko pritiska, Kušnik prišel je do žoge in nov napad za Marles Hiše je Nerat. Miljatović. Ribič. Pa Nerat. Ja, še več prostora bo za kombiniranje, potem ko je iz igre moral vratar Lazić in posledično potem Kos, lep predložek zdaj na drugo stran. Seveda bo zdaj še lažje kombinirali domači nogometaši in pletli mrežo okoli obrambe Dupleka, ki že z vsemi 11 igralci v prvem polčasu ni delovala, ne vem kako stabilna. Vohl je dolgo žogo poslal Bračiču, ta je skok dobil, ampak brez težav do nje Danilović. Ja, že tako sta bila Janković in pa Bračič bolj ali manj osamljena v napadu, zdaj bo seveda to še toliko bolj izrazito vidno, zdaj ma niti Kos ne bo več pomagal. Pavlič. Pavlič krasno Ribiču, tokrat dobro postavljen Rad, ki pa je potem takoj storil napako, žoga je pri Pavliču. Pavlič in Ribič. Miljatović. Nerad je žogo prepustil Novaku. Novak in Nerad. Lepa podaja v sredino, Pavlič. Pavlič pa je žogo izgubil, potem je takoj poskušal priboriti nazaj obratu.
Rad je poskušal s podajo naprej do Bračiča, ampak dobro postavljen Miljatovič. Babšek na levi. Babšek in Štrukelj z lepo kombinacijo. Babšek v sredino. Tokrat nekoliko preslaba podaja. Priložnost za protinapad za Duplek. Lepa podaja proti Jankoviču, ki pa žoge ni ustavil. Novak. Pavlič. Pavlič in Babšek. Spet Pavlič. Kušnik zdaj na desni strani. Danilovič. Pa Nerat. Nerat na desno do Ribiča. Zelo aktivn je Ribič na desni, tudi Babšek na levi. Jelenc je zdaj prišel do strela, ki je bil blokiran in to bo nov kot. Ja, zdi se, da odlično deluje postavitev 3-4-3 trenerju Špindlerju. Oba bočna nogometaša sta ves čas zelo nevarna, tako Babšek kot Ribič. Kušnik bo spet izvajal kot. Kušnik v sredino, spet je žoga preletela vratarja. Jelenc je zdaj prišel do nje. Nastreljal je tam blok, pa Kušnik, ki preigrava. Poiskal je Ribiča, Ribič z visoko podajo, tokrat Krajnc vendarle izbija nekoliko dlje od svojih vrat, ampak ne dlje kot do Babška. Pavlič, takoj v kazenski prostor, kjer je poskušal Novak, ampak znašel se je v prepovedanem položaju. Vidimo še enkrat podajo Pavliča proti Novaku, ko je sodnica dvignila zastavico in označila prepovedan položaj. Počasi se približujemo tudi koncu tega prvega polčasa, ki so ga povsem zdominirali nogometaši domačih Marleshiš. Štrukelj. Štrukelj odlično na desno stran proti Ribiču. Ribič je izvrstno sprejel žogo, pa Pavlič kombinira z Ribičem. Ribič prodira, pa potem premočna podaja na drugo stran Štruklju. Brez popuščanja zdaj pri domačih visoko bodo pritisnili na nogometaše Dupleka, ne dajo jim dihati, ves čas pritiskal na njih in rezultat tega je na semaforju 3-0 vodijo popolnoma zasluženo po prvih 45 minutah. Redni del prvega polčasa se je iztekel, sodnik ga ni kaj preveč podaljšal. Hitro je odpiskal ta polčas, ki so ga torej dobili domači s 3-0 v 29. minuti Jelenc, ki je na to kmalu v 31. minuti zadel še enkrat, potem pa v 39. minuti po 11 metrovki Kušnik. Tukaj vidimo tale prvi zadetek Jelenca po napaki ožje obrambe Dupleka, pa po prodoru Babška, ko se je žoga odbila do Jelenca in jo je izvrstno iz prve poslal v nebranjeni del mreže. Jasno, sledila pa je še 11 metrovka, ki jo je rutinirano v gol pospravil Miha Kušnik za izid prvega polčasa 3-0. Vabljeni, da se nam pridružite tudi čez slabih 15 minut, ko bomo spremljali še drugi polčas. Zaenkrat pa hvala in se slišimo.